bomo mi kar začeli, pa bom jaz predala besedo Zoranu, da vam bo iz prve roke povedal posebnosti pridelovanja sibirske borovnice, zakaj si jo lahko vsak posadi v svoj vrt. Prosim, Zoran. Hvala. Danes imamo 65 hektarjev nasadov v Sloveniji, ekološko certificiranih. Izdelujemo tudi matični sok in funkcionalna živila, vse z namenom, da propagiramo njene pozitivne učinke v širši prostor in da ljudje poskrbijo na preventiven način za svoje zdravje. In danes vam bom povedal nekaj pozitivnih primerov uživanja, ki sem jih recimo spoznal z svojim delom. Namreč fasciniralo me je to, kaj sem pred več kot 10 leti prebral v znanstvenih študijah in me tudi to nekako prepričalo, da smo začeli to haskap jagodiče saditi. Še to moram povedati, da je to izredno redek sadež. V svetu je približno 3000 hektarjev samo posajenih, od tega nekaj več kot 1000 hektarjev kozumnega jagodiča, tega, ki ga imamo mi. Slovenija je pa, bom rekel, zelo temu jagodičju klimatsko zelo ugodno, klimatsko ugodno, ne. Pripričalo me je to, ko sem recimo imel pred leti, to je bilo recimo 5 let nazaj, ko je naša soseda imela problem z rakavim obolenjem. In takrat sem testno ji rekel, da dejansko ji lahko ponudim haskap sok in haskap prah. Prah je liofilizirani sadež, to je globoko zmrznjen postopek, mislim postopek z globokim zamrzovanjem na -50, pa dehidracija in potem mletje sadeža do 35 stopinj Celzija, se pravi, da se hranijo vsi njegovi, ali pa bom rekel večino njegovih zdravstvenih učinkovin. Po 2 mesecih se je moja soseda odlično začela počutiti in ko je imela zdravniški pregled zaradi tega svojega rakavega obolenja, zdravnica ni mogla verjeti, kakšna sprememba je bila pri njeni krvni sliki. Povedala jo je, kaj uživa. Zdravnica je rekla, da naj naslednji pregled mesec dni pred pregledom neha uživati ta haskap v prahu in v soku. To je res moja soseda Magda naredila in njena krvna slika je strmoglavila, ne. No, posledično tega, kar je potem zdravnica ugotovila na teh pregledih, je potem priporočila, da naj to uživa še naprej. No, danes po 3 letih Magda v svojih zdravstvenih kartotekah nima več nobenih sledi o teh rakavih obolenjih. Jaz ne bom rekel, da je to zdaj za vse vrste rakavih obolenj. Ona je pač imela to srečo, da je to njej pomagalo. Mogoče tudi v kakšnem drugim primeru, lahko navedem še. No, vsi ti podatki, ki jih bom povedal, ti ljudje so pripravljeni, ne morem jih objaviti javno, ampak na željo, če kdo potrebuje kontakt, pa da se z njimi posvetuje, pa dobi podatke iz prve roke, so njihovi podatki dostopni in tudi lahko pogleda tudi to kakšno kartoteko. Naslednji primer je bil en moj danes velik prijatelj Branko. On je imel PSA 15, po 2-3 mesecih mu je padal, na 3 pa še pada, ne. Enako je tudi to, da recimo mu je se spremenila zelo krvna slika glede, kar se tiče vsebnosti sladkorja. No, tudi v vseh znanstvenih študijah, ki jih lahko dobite tudi na internetnih straneh, ali pa recimo, če se vzamete tamle na naši stojnici tole eno zloženko, 10 pozitivnih učinkov uživanja haskapa, imate odzadaj našo internetno stran, pa vam bom vsem tistim, kateri boste želeli dobiti informacije, poslal zbrane klinične študije, ki govorijo o tem, na kaj vse lahko haskap vpliva. V bistvu gre za to, da normalizira delovanje oziroma delovanje organov, kar se tiče holesterola, krvnega sladkorja, pritiska, potem vida, kardiovaskularni sistem,
HASCAP je po vseh podatkih, ki so jih trenutno do sedaj objavili, eno izmed najbolj bogatih vrste vodičev z antocianini. Predvsem je tukaj bogat z asterinom, to je cianidin 3,0 glikozid, ki ga ima HASCAP 60-krat več kot drugi na lestvici. Ta podatek si lahko tudi zabeležite, pogledate, kaj je asterin ali pa cianidin 3,0 glikozid. Uporablja ga tudi farmacija, iz marsikaterih drugih virov, iz HASCAP-a ne toliko, zaradi tega, ker HASCAP-a je mogoče tam nekje okrog 2000 ton do 2500 ton letne proizvodnje. Dajte si to predstavlja, da je to zelo, niti v promilih ne moremo izražati. Tako da, seveda, ne moremo ga primerjati, da je to živilo kot neko drugo dostopno živilo, kot je recimo, ne vem, jagoda ali pa ameriška borovnica, da je to živilo, katero se uporablja predvsem za lajšanje težav ali pa celo za odpravo težav ali pa za preventivo. Toliko za enkrat. Tudi med nami so določeni ljudje, ki so recimo si uspešno kakšno težavo odpravili, ampak brez dovoljenja, ne morem to napovedati. Tisti, kateri pa so mi dali dovoljenje, pa so vam njihovi podatki vedno na voljo. Najlepša hvala. Hvala Zoranu, on vam je predstavil, kako lahko z vsemi danostmi, se pravi tudi s to sibirsko borovnico, marsikaj lahko naredimo za svoje zdravje.